Spremljamo pomembne prelomne novice. 16-letni polbrat floridske najstnice, ki so jo našli mrtvo na križarki Carnival, je sojen kot odrasla oseba. In ne samo, da se sooča z obtožbo za umor prve stopnje, sooča se tudi z obtožbo za hujšo spolno zlorabo. In zvezne oblasti sodijo Timothyju Hudsonu kot odraslemu. Trenutno je še vedno na prostosti, ni za zapahi. In preučujemo, kako hitro bi se to lahko spremenilo z nekaterimi na novo razkritimi sodnimi dokumenti. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. V redu, lotimo se tega. To so velike novice danes v primeru, ki ga veliko izmed vas spremlja. Anna Kepner, njen polbrat, je bil pravkar obtožen kot odrasla oseba na zvezni ravni zaradi umora in zaradi hujše spolne zlorabe. Anna Kepner je bila stara 18 let in našli so jo mrtvo v njeni kabini na križarki Carnival novembra 2025. Policija zdaj pravi, da je njen lastni polbrat, ki ga prvič imenujemo po imenu, ker mu sodijo kot odraslemu, Timothy Hudson. Domnevno je bil v kabini skupaj z Anno Kepner. Zdaj imamo v rokah nekaj novih sodnih vlog in te postavljajo zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, ko so te obtožbe javne in lahko vidimo, kako resne so, to je uradna obtožnica. In Timothy Hudson je bil obtožen umora in hujše spolne zlorabe. Prvič je bil obtožen februarja kot mladoletnik in živel je pri družinskem članu. Toda zdaj, ko so te obtožbe postale javne na sodišču za odrasle, se je treba vprašati, kako verjetno je, da bo preživel čas v zaporu, ko bo primer napredoval. Pogovarjal se bom z nekdanjim državnim tožilcem z Floride, da nam pomaga odgovoriti na to vprašanje v naslednjem trenutku. Rad bi govoril o tem, kako se ta primer razvija že mesece, saj smo na ta dan čakali zelo dolgo. Če se vrnemo na 7. november 2025, takrat je križarka Carnival z imenom Horizon plula nazaj v pristanišče v Miamiju. In v eni od kabin na tej ladji so člani posadke našli 18-letno Anno Kepner mrtvo. Tistega jutra se ni pojavila na zajtrku. Njena družina je bila zaskrbljena. Nato so člani posadke vstopili in jo našli zavito v odejo, pokrito z rešilnimi jopiči, domnevno, in potisnjeno pod posteljo. Zdravniški izvedenec v okrožju Miami-Dade je kasneje njeno smrt označil kot mehansko zadušitev. To je bilo posledica prijema z roko. Po obdukciji je bila zadavljena do smrti. Tukaj je, kar vemo o Anni Kepner in kaj je privedlo do te zgodbe 7. novembra na tisti križarki. Bila je iz Titusvilla na Floridi, približno 3 ure severno od Miamija, kjer je bila navijačica. Po končani srednji šoli je nameravala vstopiti v mornarico. Na tisti križarki je bila kot članica sestavljene družine, ljudje so se zbrali skupaj in poskušali začeti novo tradicijo. Bila je s svojim očetom, mačeho in 2 otrokoma mačehe ter starimi starši. Eden od otrok njene mačehe, 16-letni fant Timothy Hudson. Tukaj je, na kar so preiskovalci opozorili. Anna in Timothy sta si delila kabino, kjer naj bi jo našli. In po sodnih zapisih nadzorni posnetki kažejo, da tisto noč nihče drug ni vstopil ali izstopil, razen Anne Kepner in Timothyja Hudsona. Zdaj je FBI več mesecev molčal o tem primeru. Ampak na zelo poseben način smo izvedeli, kako je potekala preiskava zaradi nepovezanega primera skrbništva, ki je vključeval mačeho Anne Kepner in njenega bivšega moža. In to je bilo povezano s skrbništvom nad Timothyjem Hudsonom in njegovim mlajšim bratom. In prav tako smo med tem postopkom za skrbništvo izvedeli, da je Timothyjeva mama domnevno priznala, da mu je 2 noči zapored na tisti križarki pozabila dati zdravilo za nespečnost, vključno z nočjo, ko je umrla Anna. In človek se mora vprašati, kako bo to vplivalo na obrambo, ko se bo primer nadaljeval. Potem pride februar. In takrat smo prvič videli Timothyja Hudsona, kako vstopa na zvezno sodišče. A takrat nismo bili povsem prepričani, zakaj sploh gre v postopku. Novinarji so ga naravnost vprašali, ko je prišel iz sodne dvorane, ali je ubil svojo sestro po očimu ali mačehi, vendar na to ni odgovoril. Njegov odvetnik ni rekel ničesar. In preprosto sta tiho odšla. On pa je imel glavo sklonjeno in pokrito s klobukom ter kapuco. Kaj pa se je tisti dan zgodilo v sodni dvorani, ni bilo jasno, saj je bil primer zapečaten, ker je bil takrat obtožen kot mladoletnik. In vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, ali bo v tem primeru obtožen kot mladoletnik? Kjer bi bil, če bi bil spoznan za krivega, izpuščen pri 21 letih? Ali pa bo primer obravnavan na sodišču za odrasle? In danes imamo odgovor. In ta je prišel kot prava bomba, saj vidimo na novo odprte sodne spise, ki spreminjajo sliko o tem,
kako bi se ta primer lahko razpletel. Torej, po dopolnjeni obtožnici, ki je bila vložena 10. marca na Zveznem sodišču v Miamiju in je bila pravkar razpečatena, Zvezna velika porota je uradno obtožila Timothija Hudsona za umor prve stopnje in trdi, da je Hudson, citiram, zavestno in nezakonito izvedel in poskušal izvesti umor. To pomeni namerno, premišljeno, zlonamerno in vnaprej načrtovano ubijanje. AK, seveda začetnice za Ano Kepner, z vnaprejšnjim naklepom, kar pomeni, da naj bi to načrtoval, ne pa, da je šlo le za trenutni impuls. Druga točka obtožnice je hujša spolna zloraba. In povem vam, ker smo spremljali to zgodbo, so nekateri mediji poročali, je obdukcija pokazala, da ni bilo znakov spolne travme pri Ani Kepner. A očitno organi pregona menijo drugače, zaradi te zelo resne obtožbe, ki lahko prinese tudi dosmrtno zaporno kazen, če bo spoznan za krivega. In vem, da nas čaka še dolga pot. V obtožnici je navedeno, da je Hudson, citiram, zavestno prisilil AK k spolnemu dejanju in to storil z uporabo sile proti AK. Po zvezni zakonodaji je to zelo resna zadeva. Zato so tožilci lahko zahtevali, ga obravnavajo kot odraslega. Najvišja kazen za obe obtožbi je dosmrtni zapor, če bo spoznan za krivega. Ampak kot rečeno, je do tega še dolga pot. In želim biti zelo jasen, da gre trenutno le za obtožbe. Timothy Hudson bo veljal za nedolžnega. Toda tukaj je tisto, kar naredi ta primer pravno pomemben. Hudson je bil star 16 let, ko naj bi se vse to zgodilo. Zdaj pa mu sodijo kot odraslemu. Ta odločitev je postala dokončna 10. aprila, torej pred 3 dnevi, ko je zvezni sodnik odredil, da se primer prenese v postopek za odrasle in razpečatil celoten sodni spis. In zdaj izvemo, koliko dokazov ima vlada v tem primeru. Po navedbah vloge za razkritje dokazov, ki je bilo prav tako danes razpečateno, so zvezni tožilci predali dokaze obrambi. Obdukcija, fotografije in rentgenske slike, celotno poročilo mrliškega oglednika zapiski ter izpis podatkov iz nekega mobilnega telefona, za katerega verjamejo, da pripada Aninemu očetu. 4 posnetke z telesnih kamer namestnikov šerifa okrožja Miami-Dade in časovnice FBI, ki jih je ustvaril posebni agent, dodeljen temu primeru. In imajo tudi faro datoteke. Faro. To so tridimenzionalne rekonstrukcije kraja zločina, ki naj bi prikazovale, kako naj bi bilo Anino telo najdeno v tisti koči. Vse to je pomembno za nadaljevanje tega primera. In nakazuje, da vlada gradi zelo podroben primer. In da bi popolnoma razumeli primer, se pogovorimo malo o tej družini in dinamiki, ki je prisotna, saj je zadeva nekoliko zapletena. Imamo Aninega očeta, Krištofa Kepnerja, ki se je poročil z žensko po imenu Chantel. In Chantel je biološka mama Timotheja Hudsona. Tako sta Ana in Timotej postala sorojenca zaradi poroke svojih staršev. Na tem križarjenju je bila v družinski skupini Anina oče, njena mačeha Chantel, Anin biološki brat in potem še 2 otroka Chantel. Imamo Timoteja, ki je star 16 let in potem ima še 14-letnega brata. Torej, 3 najstniki v eni kabini, odrasli pa naj bi na tem križarjenju živeli čez hodnik. In po pričanju na tej nepovezani obravnavi o skrbništvu, ki jo spremljamo, je sama Chantel potrdila, da sta si Ana in Timotej delila to sobo. Prav tako je pričala, da je Timotej potreboval zdravila za ADHD in nespečnost. Obstaja nočna tableta, ki naj bi jo jemal, imenovana klonidin, in naj bi to zdravilo izpustil ne 1, ampak 2 noči na križarjenju. In to vključuje noč, ko je umrla Ana Kepner. Chantel je pričala, da je zaspala, preden je Timoteju dala to tableto. Kar zadeva odnos med Ano Kepner in njenim polbratom, obstajajo različna poročila. Anini stari starši, ki so bili na križarjenju, so za ABC News povedali, da sta bila Ana in njen polbrat, citiram, kot 2 zrni v stroku, prava bratsko-sestrska vez. Potem pa je tu še oče enega od Aninih bivših fantov, ki je za Inside Edition povedal povsem drugačno zgodbo. Rekel je, da je bil Timothy, citiram, obseden z Ano. Prav tako trdi, da je Timothy nosil nož in trdi, da se je Timothy nekoč povzpel na Ano, medtem ko je spala. In Ana se je Timotheja tako bala, pravi oče, da je Ana dejansko spala pri prijateljih, da bi se mu izognila. Zdaj, ne vemo, katera različica tega je resnična. Ne vemo, kateri različici preiskovalci verjamejo, vendar očitno vidimo zelo resne obtožbe. In jasno je, da je družinska dinamika ključna za razumevanje, kaj se je morda zgodilo na tisti ladji in v tisti kabini.
To nas pripelje nazaj do vprašanja, s katerim danes začenjamo. Saj Hudson zdaj, ko mu grozi dosmrtna zaporna kazen, sooča z izjemno resnimi obtožbami. Vnaprej premišljen umor prve stopnje in hujša spolna zloraba. Danes je še vedno na prostosti. In veliko ljudi se sprašuje, zakaj. Tukaj je ključ. Hudson je bil sprva izpuščen po zakonu o mladoletniški prestopnosti, kjer veljajo drugačna pravila in standardi. Zdaj pa je v očeh sodišča odrasel. In tožilstvo pravi, da ta stara pravila ne veljajo več. In ta odgovor je postal še bolj zapleten, saj smo pridobili tudi novo vlogo, so jo danes vložili zvezni tožilci, v kateri sodnika prosijo, naj prekliče njegovo izpustitev in Timothya Hudsona zapre v pripor do sojenja. Če bo sodnik tej vlogi ugodil, bi lahko Hudsona v nekaj dneh pridržali. Po sodnih zapisih je Timothy Hudson trenutno na prostosti, vendar bi se to lahko spremenilo. Pridobili smo to vlogo, ki so jo danes 13. aprila vložili zvezni tožilci. In v njej prosijo sodnika, naj takoj prekliče njegovo izpustitev. Tukaj je njihova argumentacija po sodni vlogi. Pravijo, da je bil Hudson prvotno izpuščen po zakonu o mladoletniški prestopnosti, ki ima drugačna pravila. Toda zdaj, ko je bil uradno premeščen v postopek za odrasle, trdijo, da zakon o mladoletniški prestopnosti več ne velja. Namesto tega pravijo, da zdaj velja zakon o reformi varščine. In po zakonu o reformi varščine tožilci napišejo, citiram, da je Hudson nevaren za druge in da bi moral biti pridržan do sojenja. Nadalje pravijo, da ni nobene zagotovitve, ki bi jo lahko imelo katerokoli sodišče, da bi kakršnikoli pogoji ali kombinacija pogojev zadostovali za preprečitev, da bi bil obtoženec nevaren za druge, ni. Torej, da bi razumeli, kje je trenutno, sodni zapisi kažejo, da je Hudson živel pri svojem stricu v srednji Floridi. Je pod GPS nadzorom in ne sme biti sam z nikomer, ki je mlajši od 18 let. In tukaj je še nekaj, kar smo danes izvedeli iz teh vlog. Timotijev stric je moral iti na cerkveni umik s svojim sinom. Zato je obramba zaprosila za začasno spremembo, ki bi Hudsonu dovolila, da ostane pri svoji teti in celo gre na delo s svojim očetom, ki vodi podjetje za urejanje okolice. Tožilstvo tej prošnji ni nasprotovalo. Sodnik jo je odobril. Ta sprememba je veljala od 8. aprila do danes, 13. aprila, kar pomeni, da danes ta posebna dovoljenja potečejo. In vrne se na prvotne pogoje. Ampak se moraš vprašati, ali to sploh kaj pomeni. Ker tožilstvo zdaj zahteva, da se njegova izpustitev popolnoma prekliče. Sodnik o tej zahtevi še ni odločil, vendar tožilstvo zahteva obravnavo, predstavi svoj primer, kar nas pripelje do naslednjega vprašanja. In zato smo povabili našega gosta. Kaj se zgodi zdaj? Ali sodnik dejansko prekliče izpustitev za tega 16-letnika, ki mu grozi dosmrtna kazen v zveznem zaporu? In kako to spremeni pravno strategijo za obe strani? Z nami iz Južne Floride, da bi malo pokomentiral dogajanje v tem primeru. Nekdanji državni tožilec okrožja Palm Beach, Dave Ehrenberg. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Vem, da sva v tem primeru že govorila, saj se je zdelo, kot da teden za tednom čakava na te novice in danes so končno prišle. Kaj vam najbolj pade v oči glede tega, s čim zvezno tožilstvo očitno obtožuje 16-letnega Timothya Hudsona? Dobro je biti spet z vami, Chris. Mislim, da gre za spolni napad. To so nove informacije. Res nismo bili seznanjeni z obsegom tega, ker zvezne oblasti potrebujejo povezavo, da bi to postalo zvezno kaznivo dejanje. Zdaj, vem, da se je to zgodilo na odprtem morju, ampak običajno ne obtožijo le navadnega umora. Gre za umor med storitvijo drugega kaznivega dejanja. To se mora zgoditi v okviru drugega kaznivega dejanja in to je spolni napad. Obtožujejo tudi umor s predomišljajem. To je običajno kaznivo dejanje na ravni zvezne države, ne pa zvezno kaznivo dejanje. Ampak mislim, da je zame največje presenečenje obtožba o spolnem napadu. Mislim, da ljudje domnevajo, da je bilo to malo verjetno, ker sta imela bratsko-sestrski odnos. Ampak ne pozabite, da ni bila njegova biološka sestra. In obstajale so nekatere obtožbe, za katere smo vedeli, glede polbrata. In obtožbe je podal bivši fant žrtve, ki je mislil, da se s tem fantom dogaja nekaj neprimernega. Torej, dejstvo je, da morajo imeti zvezni organi dovolj dokazov, da lahko vložijo obtožnico. Saj lahko etično obtožijo le tisto, za kar menijo, da lahko dokažejo proti brez razumnega dvoma. Ja, in veš, samo da se malo vrnem nazaj, ker so se pojavila nekatera poročila, ko so vsi poskušali bolje razumeti ta primer, da ni bilo znakov spolnega napada. Ampak očitno, glede na Ministrstvo za pravosodje, to ni res. Verjamejo, da znaki obstajajo. In potem imaš, zgodbo o polbratu in ljudeh, ki so ga, po njihovih besedah, opisali kot nekoliko, zaljubljenega v Ano Kepner, kot so rekli.
In potem vidiš, kako se to odvija. In trenutno nimamo kazenske ovadbe, ki bi natančno opisovala zgodbo. Star je 16 let in veš, mladoleten si do 18. leta običajno. Zakaj bi mu sodili? Vem, da gre za resna kazniva dejanja, ampak kakšen je dejanski prag, da mu sodijo kot odraslemu, namesto da ostane v mladinskem sistemu? No, najprej, kot mladoletniku, mu je protiustavno izreči smrtno kazen, torej to odpade. Ampak zakaj bi ga obtožili kot odraslega? To je zato, ker je sistem za odrasle bolje opremljen za obravnavo domnevno zelo nasilnega kaznivega dejanja, kot je to. Ker če si obtožen kot mladoletnik, ima mladoletniško sodišče pristojnost običajno le do 21. leta starosti. Torej govorimo o nekom, ki bi lahko bil spoznan za krivega in nato izpuščen pri 21 letih. In zato ni popolnoma opremljen za obravnavo takšnih primerov. Sistem za odrasle ima večjo prilagodljivost, ker lahko dajo nekomu kazen in rehabilitacijo. Lahko izrečejo kombinirano kazen. Lahko bi ga dali, da del časa preživi v mladinskem zavodu, nato pa ga premestijo v zavod za odrasle. Če pa ga sodite samo na mladinskem sodišču, potem omejujete svojo pristojnost in praktično zagotavljate, da pravica ne bo dosežena, saj bo zelo mlad odšel na prostost. No in veste, še en del tega je tudi to, da je bil, odkar se je vse to zgodilo, na prostosti. Veste, domnevno novembra so truplo Anne Kepner odnesli z ladje. Mislim, da je bil 6. november datum, ko pravijo, da je bila ubita. In od takrat ni bil v priporu. Veste, videli smo ga na sodišču v Miamiju februarja, mislim, da je bilo takrat. In takrat je bil obtožen kot mladoletnik. Ves ta čas je živel pri sorodniku. In zdaj mu sodijo kot odraslemu. In vem, da je Ministrstvo za pravosodje vložilo zahtevo, da ga zadržijo v priporu do sojenja. Kako verjetno je to? Ker gre za dve zelo resni obtožbi, s katerima se sooča. In tudi kot 16-letnik bi bil zadržan v priporu do sojenja, saj primer zdaj poteka na sodišču za odrasle. Prav. No, odločitev je na sodniku. In ker so obtožbe zdaj tako resne, je malo verjetno, da bo izpuščen, da bi živel s starši. Mislim na splošno, ko se soočaš z obtožbo umora prve stopnje, pred sojenjem ne boš izpuščen. Splošno pravilo je, da obstaja naklonjenost k izpustitvi pred sojenjem. Ampak če nekdo predstavlja nevarnost pobega ali nevarnost za skupnost, in če si obtožen spolnega napada in umora, to precej jasno kaže, da si grožnja skupnosti. Pred sojenjem ne boš izpuščen. Torej, čeprav je po starosti mladoleten, ga bodo tukaj obravnavali na sodišču za odrasle kot odraslega. Velika razlika, kot veš, je med zveznim sodnim sistemom in če bi se ta primer obravnaval na Floridi, recimo v okrožju Miami-Dade, so kamere, dostop do sodne dvorane in vse to. Katere so še nekatere druge razlike, zdaj, ko gre to skozi sodni sistem za odrasle, ki bi jih lahko opazili v primerjavi s tem, če bi se obravnavalo na okrožnem sodišču? Misliš v primerjavi z državnim sodiščem? Če bi mu sodil, recimo, državni tožilec okrožja Miami-Dade, kako bi to potekalo v primerjavi s tem, kako bo zdaj, ko je, mislim, na sodišču južnega okrožja Floride? Če ti sodijo na mladinskem sodišču, so obravnave tajne in poudarek je na rehabilitaciji, ne na kaznovanju. Zdaj pa je na sodišču za odrasle poudarek na kaznovanju. In stvari so javne. Mislim, javnost bo imela dostop do dokumentov in bo izvedla več o tej osebi, kot če bi bil na mladinskem sodišču. Razlika pa je v tem, da ker mu sodijo na zveznem sodišču in ne na državnem, v sodni dvorani ne bo kamer. Mislim, da je to prednost za obrambo. Mislim, da bi se morala zvezna sodišča prilagoditi in dovoliti kamere v sodni dvorani. Želimo si več transparentnosti, ne manj, še posebej v tem času, ko je toliko dezinformacij in teorij zarote. Ker pa mu bojo sodili kot odraslemu, bo imela javnost več dostopa do informacij, kot če bi mu sodili kot mladoletniku. Ker pa je na zveznem sodišču in ne na državnem, v sodni dvorani ne bo kamer. In ko gre za njegovo morebitno obrambo in nekatera poročila, ki so se pojavila, eno od njih je bilo, da je, mislim, da so to povedali njegovi stari starši v intervjuju, rekel, da se ničesar ne spomni, da je imel izpad spomina. Vemo, da je bil morda problem z nekaterimi zdravili za nespečnost, ki jih je imel. In to vemo zaradi nekaterih postopkov glede skrbništva, ki so potekali med njegovo mamo in očetom. Toda, kar zadeva trditev, da se ne spomni ničesar, se zdi, da tožilstvo trdi, da je šel v sobo, kjer so kasneje našli Anno Kepner mrtvo.
In nekateri forenzični dokazi, za katere še ne vemo, še posebej tisti, ki se nanašajo na domnevno spolno zlorabo. Kako bi lahko to obrambo uporabil odvetnik, ki ga zastopa? Ja, obramba bo izpostavila osebne okoliščine, zdravila, ki niso bila dana, toda zakon upošteva celotnost dokazov. Torej imamo tukaj verjetno 7-delno sojenje, kjer bo tožilstvo predstavilo na tisoče strani dokazov. Prenesli so podatke iz mobilnih telefonov, imeli bodo pričanja prič in pokazali bodo ne le dokaze, da je imel vnaprejšnji namen, ampak tudi njegova dejanja po dejanju, ko je poskušal prikriti sledi. Poskušal je skriti truplo. Stvari, kot so te, kažejo, da to ni bila napaka. To ni bilo zato, ker bi zdravila povzročila težave. To je bilo zato, ker je to načrtoval in na to poskušal prikriti. Zato se bo temu težko izognil. In tudi, če lahko prepriča poroto, da ni bilo vnaprejšnjega namena, mu sodijo tudi za umor med storitvijo drugega kaznivega dejanja. Umor med storitvijo drugega kaznivega dejanja pomeni, da si storil umor medtem, ko si storil še drugo kaznivo dejanje. V tem primeru spolni napad. Torej, tukaj ne potrebuješ nujno vnaprejšnjega namena, da bi temu človeku prisodili dosmrtno kazen. Vem, da so poročali, da je po dogodku odšel v bolnišnico, to so povedali njegovi stari starši v enem intervjuju. Mislim, da je bilo za ABC News. In potem je bilo veliko informacij o tem, kako je potekala preiskava. Glede na to, kar so vedeli, je bilo veliko teh informacij javno dostopnih. Odšel je v bolnišnico, ocenili so ga. Potem pa smo slišali, da je njegova mama priznala, da mu tisto noč, ko se je vse to zgodilo, domnevno ni dala zdravila za nespečnost, ki ga je jemal. Dejstvo, da se še vedno sooča s temi obtožbami. Kaj vam to pove o delu, ki so ga opravili preiskovalci, ko so raziskovali njegovo duševno zdravje in preverjali, ali ima kakšno diagnozo? In tukaj smo. Še vedno se sooča z izjemno resno obtožbo zaradi tega, kar je domnevno storil v tisti kabini. Mislim, da bi bil mobilni telefon pomemben. Veste, iz tega posameznika in drugi so pridobili podatke iz mobilnih telefonov, da bi dobili celotno sliko dogajanja. In mislim, da so digitalni dokazi morda zagotovili dokaze, da je šlo za načrtovanje, da je bil namen. Zgodovina iskanja je pomembna. Kaj je iskal predtem? S kom se pogovarja? Kaj je rekel potem? Obstaja veliko stvari, ki jih bodo preučili, da bi pokazali premišljenost v nasprotju s preprosto reakcijo na to, da ni dobil zdravila. Zato mislim, da mu bo zelo težko uveljavljati obrambo zaradi neprištevnosti, da bi imel obrambo zaradi neprištevnosti ali obrambo v smislu, da nisem vedel, kaj počnem, nisem načrtoval, nisem razmišljal o tem, bila je reakcija, kot da bi se vame naselila pošast. Mislim, da bo to težko, ker ko začneš prikrivati svoje kazniva dejanja, potem ne izgleda več tako spontano. Ko začneš prikrivati svoje sledi, potem izgleda, kot da je bilo to načrtovano. Kot odvetnik obrambe v tem primeru, kako veliko presenečenje mislite, da je današnji dan glede na dejstvo, da je bil obtožen že februarja zaradi umora? Vse to ste že vedeli do zdaj. Mislim, kaj je bilo, veste, če bi nas lahko popeljali v to, kako je za obtoženca v tem trenutku in za njegovo ekipo, še posebej po februarju, ko veste, da so to obtožbe, s katerimi se bo soočal. Takrat je bilo to na mladoletniškem sodišču. No, mislim, da je presenetljivo to, da je noter tudi spolni napad. To je bilo nekaj, glede česar smo bili vsi negotovi, ker smo vedeli, da je prišlo do umora. Torej, razumem obtožbo za umor, ampak spolni napad, to je nekaj novega. Kar se tiče kazenskih odvetnikov, bi stavil, da so bili o tem vnaprej obveščeni. Na splošno jih nič ne preseneti. Vedeli so, kam gre primer, kje so sodni pozivi, koliko časa traja preiskava. In na podlagi informacij, ki so pricurljali iz urada zveznega tožilca v ZDA, so bili na to pripravljeni. Stavim, da so svoji stranki povedali, da bo obtožena umora in morda celo spolnega napada, ker vedo, kaj se je zgodilo. Pogovorili so se s stranko in povedali, da to ne bo na mladoletniškem sodišču. Zato ne mislim, da so bili tukaj obrambni odvetniki presenečeni. Morda je bila družina presenečena, ker se zdi, da še vedno živijo v mehurčku in govorijo, kako čudovit je bil odnos med otroki iz prejšnjih zvez. Prav. V resnici pa se zdi, da je bilo povsem drugače. Ja, spomnim se stavka, mislim, da ga je izrekla babica, da sta bila kot dva graha v stroku. In veš, ko zdaj pogledaš obtožbe, je težko verjeti temu. Seveda je lahko način, kako se ljudje kažejo članom svoje družine in kakšni so v resnici, včasih res zelo različen. Če ga najdejo, preden pridem do tega, kakšna bi lahko bila morebitna kazen, pomislim na to, kako je za tožilce. Imaš posnetek njega, ona gre v sobo, on gre v sobo, naslednje jutro jo najdejo.
under the pod posteljo v tej kabini in on zapusti sobo. Kot da bi lahko na prvi pogled rekli, da je primer precej jasen in enostaven. Kako samozavestni so tožilci v tem trenutku? Vem, da noben primer ni nikoli 100% gotov, ampak zdi se, da imajo precej jasno zgodbo, ki jo lahko predstavijo o tem, kaj se je zgodilo v tisti sobi. Ja, no, on je bil zadnji, ki jo je videl živo. On je bil zadnji z njo. In si na križarki ni tako, kot da bi bil v divjini. Povsod so kamere. Obstajajo dostopne kartice, da se ve, kdo je kaj in kdaj uporabil. Zato se je na križarki težko izogniti odgovornosti za tak zločin. In ko so ga vprašali o njegovih dejanjih prejšnjo noč, ko so ga zasliševali, je rekel, da se ne spomni. To ni ravno nekaj, kar bi rekel, če bi trdil svojo nedolžnost. Zato mislim, da imajo proti njemu zelo trden primer. Veliko vprašanje je bilo, ali bi lahko izkoristil izgovor na zdravila in svojo starost, ker je mladoleten, v svojo korist. Očitno ne. Ne. In zdaj, mislim, če bi ga spoznali za krivega teh obtožb, bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Dosmrtni zapor je najvišja kazen za obe točki, ki mu jih očitajo. Ampak vsem, 16-17 let star, veš, iti v zvezni zapor, kako sploh izgleda življenje za nekoga tako mladega, če ga spoznajo za krivega tako resnih obtožb. Zakon sicer dopušča dosmrtno kazen za mladoletnika, ne pa smrtne kazni. Vendar moraš vseeno izpolniti dodatne pogoje. Ni tako enostavno dobiti dosmrtno zaporno kazen. Moraš iti skozi posebne okoliščine za mladoletnike in nato ugotoviti, da je dosmrtna kazen primerna. In obstaja tudi možnost, da bi ta posameznik lahko bil nekoč izpuščen, ker ima kasneje priložnost za ponovno presojo. Torej, to ni dosmrtna kazen, brez pogojnega izpusta, ampak je dosmrtna zaporna kazen. In tudi v najboljšem primeru zanj ne bo izpuščen. Če bo spoznan za krivega in bo dobil dosmrtno kazen, ne bo izpuščen več desetletij. In to je veliko bolje kot sistem za mladoletnike, ker če bi bil spoznan za krivega v sistemu za mladoletnike, bi bil verjetno izpuščen do svojega 21. leta. In kaj menite o časovnici? Vem, da se v zveznem sistemu stvari premikajo zelo počasi. Anna Kepner je po navedbah oblasti umrla 6. novembra. Zdaj smo sredi aprila, ko se sooča z obtožbami kot odrasla oseba. Kaj menite o tej časovnici, da smo prišli do te točke? Tožilci imajo eno priložnost, ker začne teči rok za hitro sojenje, ko nekoga obtožijo. Če nekoga obtožiš prehitro in nisi pripravljen, lahko obramba uveljavlja pravilo hitrega sojenja in si potem prisiljen iti na sojenje, ne da bi imel vse pripravljeno. Tega niso želeli dopustiti. Govorimo o primeru umora. Zato je bolj, da na začetku stvari upočasniš in jih odložiš, kot pa da jim na koncu omogočiš, da zavedno ostanejo na prostosti. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Očitno velik razvoj dogodkov danes. Dave Ehrenberg, vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, da ste me povabili. To je vse za oddajo On the Case, ki jo pripravlja Law & Crime. Naročite se na naše vsebine na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.